gostje, drage dijakinje, dragi sodelavci, lepo pozdravljeni v Dijaškem domu Poljane. Vsi veste, da je leto 2012 leto medgeneracijskega sožitja. Zato smo v našem Dijaškem domu na pobudo kolegice Nataše Kavželj vzpostavili sodelovanje z dnevnim centrom aktivnosti za starejše na Povšetu. In plod tega sodelovanja je tudi današnja razstava gospe Vesne Aljančič. Jaz mislim, da si kar takoj zasluži en aplavz. Gospej Vesni čestitam za pogum, vztrajnost, energijo, voljo do življenja, ki jo izražajo njene slike, in se resnično zahvaljujem, da ste nam dali en del svoje intimnosti in del svoje osebnosti, kar vsem nam na ogled. Prosim gospo Erno, ki naj bi malo več povedala o delih in o gospe Vesni. Še nekaj misli o naši Vesni. Prvič sem jo srečala že pred mnogimi leti, ko se je odprl center na Povšetovi, kjer sem delala kot prostovoljka. Prišla se je ogledati prostore in se pozanimati za dejavnosti, ki potekajo v delnem centru. Ne vem, zakaj se mi je vtisnila v spomin o prvem srečanju. To je čisto res. Vitka, plavolaska, svetlomodri trenerki, toplih oči in prijaznih besed. Kot bi se poznali že od nekdaj, kot kako je bila naša stalna obiskovalka. Danes preživljajo z nami vse dni v tednu. Spoznali smo jo kot deloholično upokojenko. Kljub njenim zdravstvenim težavam, za katere smo izvedeli dosti kasneje, pa so zares hude, je vedno vedra in nasmejana. Ampak Vesna se ne da, je borka brez primere, je odločna, močna osebnost, ki po najboljših močeh obvladuje svojo bolezen. Sporoča nam, da je življenje vredno tudi o bolezni, saj če jo znamo sprejeti, smo kljub stiskam še vedno lahko ustvarjalni. Domača hiša, res revna je in stara, morda že prek 100 let, ali meni je pa dražja kot celi svet, ali meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so in nizki, slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. Tak jasno je v mojem srcu vedno, tak jasno se beli, če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. Če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In to je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je usadila. V hiši cetaj tekel, mi raje mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Zato mi je pa dražja kot celi svet.
Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Ker drevesa in trave vedo za samoto, kaj ti koraki vselej odidejo dalje. Ker reka ve za žalost, če se nagne nad svojo globino. Ker kamen pozna bolečino, koliko težkih nog je šlo čez njegovo nemo srce. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak v isto sled. Trave, reka, kamen, drevo, molčeči spremljevalci samotnežev in čudakov. Dobra, velika bitja, ki spregovori samo, kadar umolknejo ljudje. To je pretresljiva pripoved pesnika Ivana Minatija, ki govori o človeku, ki nima možnosti družiti se z drugimi ljudmi. Mi te možnosti imamo v našem centru za aktivnosti starejših, za kar smo hvaležni in se jim zahvaljujemo. Tam se bleda luna ustavi, skozi okno dol poglej. Tam boš videla, dekle moje žalostno, prav prisrčno jo pozdravi in še en poljubi daj. Tebi reci, da jo ljubim, kot sem ljubil jo nekdaj. Vse na svetu